No, pa se je začel. 12 dni, 2 otoka. Štiri mesta, desetine opic, stotine riževih polj. In 2 vulkana kasneje je končno tu. Popotniška serija po Indoneziji. Če si se z nama podružil že prejšnji teden, si videl, kako so prišla na to otoško državo in izvedel cel kup uporabnih popotniških nasvetov. Danes pa začnemo zares, in to z glavnim mestom Džakarta. No, to pa so zajtrki, ki jih mogoče v Evropi nismo najbolj navajeni, ne? Jaz imam totalen kulturni šok, ker ne morem jesti piščanca prvič za zajtrk. To, če te že zjutraj malo ne popeče tlele not, pa da glika rogem bruhov, nisi nič naredil, a ne? Hej ho! Dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami sva tako ka vedno Ponč pa Sonč oziroma Alex in Cindy. Zadnje 2 dneva sva porabila, da sva prišla do Indonezije. V bistvu pot nama je vzela kar 32 ur. Mislim, da je zelo primerno, da ta vlog začnemo s par zanimivih dejstev o Indoneziji. Ne vem, če ste vedeli, ampak Indonezija je največja muslimanska država na svetu. Pač naj je ta informacija zelo presenetila, nekako ne bi povezvala največjo muslimansko državo pač z Indonezijo, ampak ja, po številu vernikov so največji. Ampak verjetno se zdaj sprašujete, zakaj hudiče midva stojiva pred katedralo oziroma pred cerkvijo. Ja, pač v Indoneziji imamo res en tak zelo raznolik preplet kultur. In v bistvu ta preplet si bova tudi midva danes pogledala. Zdajle stojiva pred katedralo, potem pa se odpravila še pogledat mošejo in pa budistični tempelj. Je bila pa včasih Indonezija tudi nizozemska kolonija, zato verjetno tudi za mano stoji katedrala. Kot vidite, sama cerkev ni nič posebnega. Tista klasična neogotska cerkev, zgrajena leta 1901, gre za glavno cerkev pač v Džakarta regiji, ker v bistvu bolj zanimivo pri tej cerkvi je njena postavitev. Namreč nahaja se direktno nasproti najpomembnejše mošeje, kjer si greva zdaj pogledati. Prvi predsednik Džakarta se je namreč namenoma odločil, da katedralo postavi direktno nasproti mošeje. Vse to naj bi nekako simboliziralo to njihovo povezanost, združitev večjih narodov, večjih kultur, večjih ver. In pred mošejo sva doživela prvi šok, ki nama ga je ponudila Indonezija. Postala sva namreč glavna turistična atrakcija, saj so se vsi ljudje želeli slikati z nama. Foto? Ja, okej. Videla sta glavna turistična atrakcija Džakarte. A si te glavna turistična atrakcija, a? Morate namreč razumeti, da otok Java in predvsem prestolnica Džakarta nista tako turistično oblegana kot druge indonezijske destinacije. Posledično pa prebivalci Džakarte ne vidijo belca vsak dan in je to za njih res vrhunec dneva. Da sem pa povrh še blondinka, to je pa že čez vse meje. Tukaj sva dobesedno obtičala več kot pol ure, saj se je naredila čakalna vrsta ljudi, ki so se želeli fotografirati. In kdo bi lahko rekel ne tem pristnim indonezijskim nasmehom? join with us sama, join with us. Kakak nanti kak berdua. One more. Satu, dua, tiga. Ok, zdaj sva se končno uspela izboriti malo placa, tako 100 ljudmi sva se slikala, pa po mojem naj zdaj hoče spet okupirati. No, v glavnem, pač vidite, kaj hočeva reči. Sva mogla kar malo pobegati. Ok, zdaj sva si pa hotela pogledati National Monument, ki ga vidite za mano, ta velika zadeva zadaj. Ampak ob ponedeljkih je le-ta zaprt. In še več, zaprejo tudi ta celoten park, ki je okoli in okoli njega, tako da se najo kar dosti zasrali. In zdaj moramo iti okoli in okoli parka do naslednje destinacije. Pa vroče je, pa 90% vlažnost. V Džakarti je kar 140 budističnih templov in midva sva se zdaj odpravila do najstarejšega.
Na začetku niti niso razumela točno, zakaj se gre, so nama pa potem kasneje razložili, da je v bistvu obred za eno deklico, ki je ravno kar umrla, kot neke vrste pogreb. Budizem ima v Indoneziji bogato zgodovino, saj se je religija zasidrala na otočju že v 2. stoletju pred našim štetjem. Indonezija je od takrat dom pestre in živahne budistične skupnosti, ki šteje preko 10 milijonov sledilcev različnih etičnih in kulturnih skupin. Eden najbolj znanih krajev budističnega čaščenja v Indoneziji je kompleks templja Borobudur, katerega bomo obiskali v naslednjem vlogu. Kljub obdobjem preganjanja in upada je budizem uspel preživeti v Indoneziji, zahvaljujoč vključevanju v lokalne kulturne tradicije. To je privedlo do edinstvene mešanice budističnih naukov in lokalnih običajev, ki jih lahko vidimo na številnih budističnih festivalih in obredih v državi. Za vse, ki vas pa sploh zanima ta verska razdelitev indonezijskega prebivalstva, vam pa tukaj pustiva en zemljevidek verske razdeljenosti po sami Indoneziji. Uspod sva se pa zgubila še na eni tržnici, v bistvu se še zmeraj nahajava na tem kitajskem predelu oziroma v Chinatownu. Sva rekla, da morava kar štartati s tradicionalnimi indonezijskimi jedmi, tako da v bistvu zdaj so nama prinesli nusi gorek, nekaj tazga, ki je pa v bistvu fried rice, torej pač pečen riž, kako bi temu rekel. Pa zraven cvrt jajček. Cvrt jajček pa še piščanček je eno zapakiran. Ja, dobiva pa še nudle. Še nudle. Just spicy. Just a little bit. My fried rice is much spicy. Much spicy. Much spicy. It's a fry. Saj bo. Evo pa še center mesta Džakarte. V bistvu ta star del mesta zdaj ravno prenavljajo. Srečala sva enega gospoda, ki je v bistvu glavni arhitekt, dizajner, načrtovalec mesta in je rekel, da v 10 letih imajo namen v bistvu posod tlele okoli zapreti za promet, narediti tramvaj, skratka, da se bodo tukaj lahko pešci prosto sprehajali, kolesa vozili, tako da bo po moje prav raj za turiste in za domačine. Midva sva se odločila, da v Džakarti preživiva samo en dan in z jutrišnjim dnem, zgodaj zjutraj, jo že zapuščava in se odpravljava naprej v Yogyakarto. V bistvu sama Džakarta ponuja še precej več stvari, imate ful veliko enih muzejev, nacionalni muzej, zgodovinski muzej, midva sta si kakšnega izmed njih hotela tudi pogledati, ampak žal pač so ob ponedeljkih zaprti. Imate pa tudi recimo kakšen živalski vrt, ki se ga baje ful splača pogledati. Je pa nasplošno Džakarta zelo neturistična, pač res je ena taka poslovna prestolnica in tudi midva v celem dnevu sva videla samo 2 turista. Še prvič na tuk-tuku, a ne? Še prvič v Indoneziji. Midva imava za vas eno izredno novico in sicer v Indoneziji sva postala milijonarja. Še več kot to, imava kar 10 milijonov indonezijskih rupijev. V glavnem, ja, v Indoneziji je praktično vsak skoraj lahko milijonar. Namreč 1 milijon indonezijskih rupijev je 65 evrov, tako da pač to res ni neka velika vsota. Lahko pa s tem denarjem dobiš kar veliko tukaj. In v bistvu midva sva včeraj na letališču zamenjala neko manjšo vsoto denarja, ker pač na letališču res niso dobri te pretvorniki in se ne splača. Danes sva pa najdla neko bolj pač normalno menjalnico in sva zamenjala denar. Tako da imava zdaj 10 milijonov in pač mislim, da bova s tem denarom kar nekaj cajta zdržala. Je pa v bistvu pretvornik tak, da je 1 evro 15.000 rupijev. No, jaz nikoli v življenju nisem mislil, da bom živel tako kakor v filmu, da mogu v nekih čudnih takih kuvertah okoli denar. V vrečkah. The
denar prestavljati, ampak ja, to, gledajte zdaj to. Ko pa tapok. Čakaj, malo jim pokaž, no, kako zgleda. Ja. To zakaj ne konča? Punč se je čez begel menjalnici, kaj mogo tole prešteti. Ok, potem pa druga stvar. Vzela sva si indonezijsko pivo Bintang. V bistvu preden sva prišla v hotel, sva rekla, morava dobiti malo elektrolitov. Tako da probava še tole njihovo rdečo zvezdico. Tole pivo je pa v bistvu to nek navaden pilsner. Bova probala. Pilsner? Bi rekel, da je lagar, vidiš? Pilsner je, ja. Ok, činkalo vinkalo. Činkalo vinkalo. Dobar. Dobar, tako pitan, ja. Tako osvežilen, ja, pitan. Super. No, pa bi pa rada še nekaj naredila in sicer prvi vtisi o Indoneziji. Pač se jaz vem, da glavno mesto ne more zdaj posploševati za celo Indonezijo, ampak naš Ponč, kot sva že verjetno omenila, je prvič na splošno v Aziji, tako da mi povej, kako se ti zdi. Pa v bistvu ni toliko bed. No. Ni toliko bed. Pač ok, pustimo te njihove arhitekturne dosežke v džici, ne vem kva, gor dol. Pustimo une ulice, ki ne veš, kdaj to en štiknil, ne da bi se... No, je pa nekaj, tudi enkrat se nisem počutil recimo ogroženega, da bi mi bilo tako, ok, tle mi pa res bed. Pa ljudje so ful prijazni. Ljudje ful prijazni, ampak pač sam tako izgled ulice pa, stari kan sem jaz zdaj v en geto prišel. Ampak daleč največji šok je pa v bistvu njih videti, da prvič vidijo belca. To je pa next level. Pač, jaz sem se dostikrat sprašal, kako se morajo neki tej slavni, ne vem, Angelina Jolie, kdorkoli pa že počutiti, ko jih folk tam na cestu stavlja, pa hočem fotko. Pa zmer sem si mislil, so smotana, a res prav, neki se zakrivajo, pa grejo stran, pa ne morem, a ne. Ampak da sem prvič občutil na lastni koži, kako je to, ko te na 10 metrov eno stavlja, pa hoče fotko. Vse za ta prvih 10, za ta prvih 20, je tako, ok, v redu, ful je fajn, kar slaven sem tle v Aziji. Ampak, ja, nimaš normalnega ritma. Jaz sem že tako na potovanjih precej počasnejša od navadnih popotnikov, glih zaradi vsega snemanja in vse. In poti nisem se predstavljala, da nam bo v bistvu toliko cajta to pobrali. Jaz na eni točki sem skoraj malo solzice potočil, ke prav ena punčka je prišla do naj, joj, slog slikal z vama, ja, dej se, ne. In ona je bila kar piskala. In šla do mamice s telefonom, lej mami. Tako čist nora, no, ne, mislim prv, fakt. Tako da ja, jaz mislim, da je pred nama en lep trip. Ja. V glavnem toliko, ja, no, v prvih vtisih, zdajle malo še par stvari za zrihtati, pa spat bo počas treba, ker je treba ful zgodaj vstati, ker jutri se pa namreč odpravljava na panoramsko vožnjo z vlakom 8 ur do Yogyakarte. Čak, se veš, da ni panoramska. Ti smo je rekla, da je panoramska! Ok, to je pač navaden vlak, z navadnim vlakom se bova vozila, samo pa je med vožnjo zelo lepi razgledi. Si tudi vi želite obiskati Indonezijo z vsemi svojimi lepotami narave, templjev, vulkanov in riževih pol? Bi šli, pa nimate poguma iti sami? Ali pa nimate iti s kom? Ali pa zgolj nimate časa za organizacijo v lastni režiji, da bi našli preverjene hotele, poceni letalske karte in znamenitosti? Ravno take ljudi so imela v mislih, ko so v letu 2025 organizirala prvo Ponč potovanje po Indoneziji. In ker je ekspedicija tako super izpadla, jo v letu 2026 ponavljava, tokrat v 2 izvedbah. Prva je aktivna Indonezija, po Javi in Baliju, za vse avanturistične popotnike in raziskovalce. Druga pa je umirjena Indonezija, z manj premiki in več relaksacije, a vseeno lepo vodena po zanimivih ogledih. Ta je bolj primerna za starejše, družine z otroki in preprosto ljudi, ki si želijo le spočiti. A ne glede na to, za katero se odločite, gre za butično skupino do max 10 ljudi, tako da se bomo imeli res fino. Za več informacij obiščite najino spletno stran ponchsonch.com ali preprosto poskenirajte QR kodo na ekranu. Seveda pa nam lahko za več informacij pišete tudi na najin e-mail. Sedaj pa nazaj na video. Evo, kaj si prišel? Pastor se ne.
Ja, hitro je to rak. Hitro je to rak. Evo se že gužvamo na vlak. Gužva je, a? Je pa toliko ogromna postaja, da sploh ne veš kam jeti. Je pa v bistvu 1:05 zjutraj. Nora. Evo naj uspešno na vlaku, sva se ukrcala. Zdaj greva v bistvu od Džakarte do Džodžjakarte. Vožnja traja približno 8 ur, tako da bo kar zanimivo. V glavnem možnosti, da pridete iz Džakarte do Džodžjakarte, imate dve. In sicer prva je iz Gambir Stationa, kjer bo malo hitrejši vlak in ima exclusive class. Ta druga možnost je pa iz Pasar Senen Stationa, ki pa pač je malo počasnejši vlak, ker se večkrat vmes ustav. Najm prvoten plan je bil, da greva v bistvu iz Gambir Stationa pač do najnega cilja in tudi rezervirava ta exclusive class, kjer imaš pač res fancy sedeže, tako ležiš, televizijo, imaš vse živo. Ampak včeraj v bistvu sva šla v nakup kart in je bilo že vse razprodan. Tako da ja, nama ni prestalo drugega, da greva iz te druge postaje, kjer sva pa v bistvu vzela business class, ki je pa tudi tako malo bolj pač udoben. Gledam, tako da če ste tukaj in hočete rezervirati tale 8-urni vlak, en dan prej očitno ni dost, kot je bilo nama rečen, dajte kaj prej. Lahko pa tudi uporabite app Traveloka, po moje se bo spodaj pustil logo ali pa napis. Midva se za to nisa odločila, ker že tako sva bila ful zgubljena in potem, če rezerviraš prek appa, moraš karte še nekako menjati tle na stationu. Če jih pa direktno na stationu kupaš, pa že prav karte dobiš, no, tako da je malo lažje. No pa še da ceno omenjava, torej za business class iz tega Pasar Stationa sva odštela 800.000 rupijev oziroma pač po trenutnem pretvorniku nekih 53 evrov za obe osebi, kar je pa v bistvu še zmeraj veliko cenej, kot če bi šla pač do cilja z avionom. Za avion se pa nisva odločila, ker v bistvu si želiva tudi ta vlak izkusiti, pa v bistvu te panoramske lepe vožnje. Še en hiter komentar na izjavo od prej, ko sva rekla, da je v bistvu 5 zjutraj, pa vidite, da je že ful sonce, oziroma da tle verjetno že kakšno minuto kasneje. V glavnem, kdor še nikoli ni bil v ekvatorialni državi, tukaj je značilno, da dan traja dejansko od nekje 5-6 zjutraj pa do 5-6 zvečer, potem je tema in tako je skozi. Tako da na to boste pripravljeni. Zdaj sem pa prišel še v ekonomi razred, zdaj ste v bistvu videli, zakaj sediš v biznisu ali boljšmu, ker enostaven pač placa vmes, med nogam ni nič. No evo, to približam. Gledate? Glih razkomotiti se ne moš, a ne? Evo, da vam zdaj pokažem še primerjavo. Se pravi, tlele čist normalen zdim, Rusok je pred mano, pa še imam plac do tam, tako da približam skoraj za celo nogo. Udobno, ja. Ja, udobno. Da vam pokaževa, kaj vse lahko še najdeš na tem vlaku. Tukaj vidite molilnico oziroma mini mošejo. Potem je seveda tudi vagon s hrano. Več o hrani na vlaku takoj po tem segmentu. In verjetno vas zanima tudi, kako izgleda WC. Evo vam pokažem še, kakšen je WC v business klasu na tem vlaku, na katerem sva trenutno. Evo takole, imamo ženski WC. Pač tako zelo majhno, zelo mini ljakec. Pa tako no, dosta stran. V bistvu ne vem, od business klasa bi si malo več pomislila, da bo, ampak to je to, bo treba zdržati. Malo sva se še napančala, zdaj sva si pa kupila za jesti. Tlele imava fried rice. Takole izgleda. Tako malo scary izgleda vse skupaj. Upam, da preživiva. Tle imava pa še fried chicken. Takole. Za vse to, za tele dve hrani sva odštela 76.000 rupijev. Čez leto.
O, to grozno zgleda. Če ne bi umrla od tega. Če bi kar preventivno in aktivno ogled. Pretiraš, ste ni tukaj. Tale hrana je pa bila, gabno. Nimam besed drugih, gabno. Brez okusa, masno, pa še kar na koncu ti čist tak čuden pookus pusti, pa tako vse skupaj malo plastično je deloval. Končer so ful obrijela, danes tole je bilo pa... V glavnem, čist brez okusa, mene je sam pekelka svina, to je vse, kar sem čutila in to je to. Pa hladno, mrzlo. Pa hladno, ja, pač tako da upam, da se nisva zdaj kaj zastrupla s to hrano. Ampak zdaj razumem, zakaj vsi pravijo, da obvezno vzem snackse, kakršno ta vlada. Tako da ja, jaz razlogom. V glavnem sva rekla, da še malo pojeva tele na vlaku, a ne, nico si ene krekrčke kupila. Šla sva si snackse kupiti za na vlaku. No, malo se nategnilo, šlo v kreku. To sva mislila, da je sol, pa je v resnici. Pa je v resnici sladko, da so slani krekerji, ohazici. Vlak se počas približuje mestu Jogjakarta in s tem trenutkom se bova tudi midva poslovila. Namreč Jogjakarta si bomo ogledali v naslednjem vlogu. Odpravljamo se v bistvu v kulturno prestolnico Jave, kjer si bomo pa pogledali dva zelo pomembna templa. In sicer Borobudur, ki je največji budistični tempelj na svetu, in pa Prambanan, ki je en izmed najpomembnejših hindujskih templov na svetu. In pa seveda raziskala bova tudi samo mesto. Veliko se nam je zgodil že v tem prvem vlogu, ampak vse to je šele začetek. Tako da, dobrodošel, da se naročiš na najin kanal in še naprej spremljaš najino pot po Indoneziji. Tako da, polajkaj, kaj komentiraj in se vidimo v naslednjem vlogu. Čau, čau! Čau, čau!